Lepo pozdravljeni in povabljeni k ogledu novic tedna. Drska je najštevilčnejša krajevna skupnost v mestni občini Novo mesto, tudi zato je tu potreba po novem vrtcu resnično velika. Po podpisu pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za novi vrtec na Drski smo korak bliže uresničitve tega pomembnega projekta. Pogodbo sta podpisala župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor biroja Jereb in Budja, arhitekti d.o.o. Blaž Budja. Bo ob osnovni šoli Drska v jugozahodnem delu. Gre pa seveda za vrtec, ki bi imel 6 oddelkov in hkrati bi v ta objekt umestili tudi centralno kuhinjo za celoten vrtec 5x5. Vsak projekt je zahteven, seveda nikoli projekt ni popolnoma prazna miza, na katero bi vedno je kontekst prostora pomemben, vedno je odnos do seveda obstoječega pomemben. Širša slika novomeške občine prikazuje, da so tu vrtci polni, kar je prijetna skrb. Ob dejstvu, da še vedno en oddelek gostuje v osnovni šoli Drska, da imamo tudi s strani vrtca 5x5 najetih nekaj zasebnih objektov za izvajanje predšolske vzgoje, je seveda nujno razmišljati tudi o pravočasni zagotovitvi ustreznih prostorov za prihodnost novomeških javnih vrtcev. Hkrati se bodo trudili, da ob osnovni šoli Drska izboljšajo tudi prometno situacijo. Vemo, da danes se pred osnovno šolo Drska promet razcepi v 3 krake, na 3 različna parkirišča. Z umeščanjem novega objekta bi se ta situacija še poslabšala in zato je treba razmišljati o tem, ali lahko najdemo kakšno rešitev za kakšen krožni enosmerni promet. Arhitekti biroja Budja so v tem okolju izvedli že več referenčnih projektov. Prvič pravzaprav samostojno sodelovanje na natečaju za izgradnjo športne dvorane v Stopičah. Takrat smo bili uspešni in v resnici smo tudi skozi gradnjo z lokalnim gradbenim podjetjem in z ljudmi, s temi protagonisti gradnje, vzpostavili ene take zelo prijateljske odnose, ki držijo še danes. Prisotni sta bili tudi predsednica krajevne skupnosti Drska Mira Retelj in direktorica vrtca 5x5 Meta Potočnik. Dvorec Soteska, ki ga domačini v občini Dolenjske Toplice preprosto poimenujejo grad Soteska, pa je po dolgem času obnovljen. Občina je skupaj s partnerji uredila del gradu, park in okolico. Območje gradu Soteska je tako ponovno postalo pomembna turistična točka. Ko smo postali občina, je postalo tudi dejstvo, da je občina lastnica Soteškega gradu. In ves ta čas smo iskali možnosti, da bi to lokacijo naredili bolj prijazno za domačine in seveda tudi za ljudi, ki prihajajo k nam kot turisti. Že takoj na začetku so se posvetili hudičevemu turnu, pred 2 letoma pa se je pojavila priložnost, da se vloži tudi v obnovo gradu Soteska. Danes smo v atriju teh razvalin oziroma tega gradu, z dvorca, je nastal en tak lep prireditveni prostor, amfiteater s prireditvenim prostorom. Zelo zanimiv pa je tudi vrt pred samim vhodom v ta dvorec. Ob tem župan poudarja, da možnosti za obnovo ni bilo veliko, saj so od gradu ostale zgolj ruševine. Z novim prireditvenim prostorom pa pričakujejo, da bo turistični obisk še večji. Skrbeti bomo mogli za prihodnjo urejenost te lokacije in pa seveda utišati dušo in v tem smislu pričakujem, da se bo tukaj odvilo kar vrsto prireditev, verjetno bolj v poletnem času. Normalno, da nimamo strehe, vendar pa ta lokacija ponuja konec koncev tudi postavitev kakšne začasne strehe za kakšno prireditev. Sredstva za prenovo so pridobili na 2 razpisih. Najprej Ministrstvo za kulturo. S pomočjo tega razpisa smo najprej sanirali in uredili vstopni stolp, vhodni stolp, in pa potem Ministrstvo za gospodarski razvoj, turizem in šport. Tako da celotna investicija približno dobrih 600 000 evrov, od tega 70% smo uspeli pridobiti sredstev s pomočjo države. V bližnji prihodnosti načrtuje tudi sanacijo zidov z raznimi prizidki, kar bo gradu Soteska dalo še bolj urejeno in dostopno podobo za obiskovalce.
Nadaljujemo slovesno. Občina Radeče praznuje občinski praznik v spomin na dan, ko je trg Radeče postal mesto in v spomin na vračanje izgnanih Radečanov na uničene domove po zaključku druge svetovne vojne. Vrhunec praznovanja je bila torkova slavnostna seja, na kateri so podelili tudi najvišja občinska priznanja. Zlatnik občine Radeče je prejel Dušan Podlesnik za dolgoletno delo na ravni občine in krajevne skupnosti. Priznanje je prejelo tudi Čebelarsko društvo Radeče, ki letos obeležuje 100 let neprekinjenega delovanja in je sodelovalo na številnih dogodkih v domačem okolju. Zelo sem vesel, ponosen. Zdaj, a je res to minulo delo ali ni, mislim, da je. Zdaj pa počasi bomo mogli zaključiti. Mlajši prihajajo, naj prevzamejo naše delo in bo šlo tako naprej. Meni in društvu sigurno pomeni to zelo veliko čast in spodbuda za nadaljne delo, da bomo pač držali tradicijo, ne prenehali. Srebrnik občine Radeče je prejela Vesna Bregar za podporo bolnim in invalidnim ter za organizacijo dogodkov, ki spodbujajo druženje, učenje in zagovorništvo pravic. Priznanje je prejelo tudi Gledališko društvo Radeče, ki ob 20. obletnici ostaja eden glavnih promotorjev kulture v kraju in širši okolici. Prejeto priznanje je največja nagrada, ki sem jo lahko prejela v tem našem domačem kraju. Izredno sem ponosna za ta prejem, ker nekaj pa le moreš dati od sebe, da si to zaslužiš. Ampak brez mojih krajanov, občanov, zagotovo ne bi bila tako uspešna. Prijeto priznanje dokazuje, da res odlično delamo. Kajti Gledališko društvo, to je ljubiteljsko društvo, to niso plačane ure. To so ure in ure v gledališču, ko vadiš tekst, ko hodiš po odru, levo, desno. Priznanje župana so prejeli prostovoljni šoferji Franc Zorec, Franc Titovšek in Stanislav Zajec ter društvo kmečkih žena Arnika. Slavnostne seje se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ki je nagovoril nagrajence. Na tem mestu iskreno čestitam vsakemu posamezniku, vsem prejemnikom občinskih priznanj, ki ste za svojim delom zaslužni za soustvarjanje blaginje, vzdušja in dobrega počutja tu v občini Radeče. V nadaljevanju je župan v izjavi poudaril večje občinske naložbe. Center mesta se bo, jaz verjamem, drugo leto začel prerejati. Bazenski kompleks je že končan. Res velika nevarnost, ki je grozila tako v Pirnici kot celi dolini, plaz Žebnik, 3 milijone evrov investicija je saniran. Še bi lahko našteval, pa verjamem, da Radečani sami prepoznajo, da delamo za njih. Slavnostno sejo sta obogatila vokalistka Leja Čeč in pianist ter vokalist Jernej Bevk. Priznanje si je zaslužil tudi Ciril Dolinšek, ki skupaj z družino že več kot 15 let skrbi za ohranjanje kulturne dediščine in kmečkih običajev. V Dolinškovem Kozolcu na Šmarčni, ki so ga leta 2009 prenovili v izvirno stanje, obiskovalcem ponujajo ogled etnološke zbirke kmečkega orodja in gospodinjskih pripomočkov iz lokalnega okolja. Dolgoletno delovanje Cirila Dolinška je prepoznalo gibanje Kultura Natura Slovenija, ki mu je podelilo mednarodno priznanje Naša Slovenija 2025. Mi izredno veliko pomeni. Nisem pričakoval, ko so me poklicali, je bila tista moja prva, kje ste pa mene našli, ne? Ampak očitno je tudi to moje delo, delo moje družine, nekam se slišalo. Očitno so to ljudje začutili in so mi nagradili. Je pa seveda to ena taka zahvala. Sicer pa je bil Dolinškov kozolec postavljen leta 1920. In seveda je služil svojemu namenu vse nekje do leta 1985, ko se je na naši kmetiji postavil nov hlev, kateri namembno so imeli takrat tudi, da je bilo seno nad hlevom in so potem kozolci nekako kot sušilne naprave zgubili tisto svojo funkcijo in seveda so se pod večinoma kozolcu začele zbirati takšne in drugačne stvari. Nato sta se leta 2009 Ciril in njegova žena odločila kozolec popolnoma prenoviti.
In kmalu smo se odločili, glede na to, da sem jaz dolga leta že zbiral določene stvari, ki sem jih našel po okoliških hišah, gospodarskih poslopjih, so me spominjale na stare starše, da postavimo v kozolec etnološko zbirko. Tako da leta 2014 je bil kozolec pod spomeniškim varstvom Celje v celoti obnovljen. Struktura obiskovalcev je zelo pestra, še največ pomisleka so imeli na začetku glede mladine, a so bili prijetno presenečeni. Zelo velikokrat se šole odločajo, imamo potem tudi vaške igre spodaj, imamo tudi en program, ki izdelujemo recimo ptičje hišice, sami morajo izdelovati, vse delajo sami. Žagajo, zabijajo, tako. Imamo en program, kjer si ogledajo kozolec, pa grejo s planinskimi vodniki na Razbor, tlele na bližnji hribček. Ciril Dolinšek je dejaven krajan, ki je poleg skrbi za Dolinškov kozolec med drugim pomembno prispeval tudi k vpisu Jurjevega koledovanja na Sevniškem v register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije leta 2023. Zdaj pa k manj prijetni temi. Bolezen modrikastega jezika prizadene predvsem prežvekovalce, zlasti drobnico, govedo in tudi nekatero divjad. Bolezen najbolj prizadene ovce, pomemben rezervoar virusa pa je govedo. O razširjenosti te bolezni v naših krajih smo se pogovarjali s člani Društva rejcev drobnice Trebnje. Rejci iz Ivančne Gorice do Save in Krke ter ob rekah Mirna in Temenica so se srečali v Gorenjih Selcah pri Dobrniču. Tokrat so, poleg druženja in spoznavanja, veliko besed namenili tudi bolezni modrikastega jezika, ki se pojavlja vse pogosteje. Inštitucije, ki so za to pristojne, bi rekel, niso odzvali pravi čas, niti na pravi način. Zmeraj vprašam, koga bi bilo pa zdaj zelo dobro. Prav, ja, ti tole pa tole, ne. Eni spijo, pa se pa jokajo, pa glav praskajo, ampak to ni prav. Jaz pravim, zmeraj je treba zdraviti, preden zboliš. In mi smo že leto že 4-krat cepili in jaz problema nimam. Pristojni je šele takrat skoček, je katastrofa. Mogli bi že zdavnaj prej. Najhujši problem imamo z odvozom kadavrov, ker tu stoji tudi po 5-6 dni, razpada črvi in so gor odgovorni odcepek in osali so rekli, da so šele zdaj 1. septembra pogruntali, da je večji odvoz. Telefonske številke izključene, ne deluje, ne moreš ne prijaviti, da je na nič. Mi smo jo zaznali, imamo tudi nekaj primerov pri nas doma. Zaenkrat še pogina nismo imeli, kar je bilo obolelih, smo jih veterinarsko jih oskrbujemo. Ukrepe splošne, kar jih dajemo, so repelenti. Tudi živali smo zdaj v hlevelju, v bistvu čakamo in upamo na najboljše. Ne? V zadnjem času so odgovorni vendarle slišali klic na pomoč in stopili naproti. Strokovno pomoč rejcem nudi tudi Kmetijski zavod Novo mesto. Pristojnosti so sicer kar omejene, ampak predvsem je naša naloga zavoda kmetijskih svetovalcev predvsem svetovalne narave. Treba je prenesti informacijo do rejcev glede ravnanj, glede samih postopkov. Jaz upam, da nam bo uspelo to stvar zajeziti in da bo za naslednjo sezono cepivo pravi čas na razpolago in vsekakor osebno zagovarjam to, da se cepi živali. Najučinkovitejši ukrep za zaščito pred boleznijo je cepljenje in sicer od decembra do aprila. Do takrat bodo rejci po svojih najboljših močeh skrbeli za črede, upajo pa tudi na pomoč države pri reševanju gospodarske škode, ki nastaja. Ostajamo v živalskem svetu. V Mokrišču Zdravci v Šmarješki občini so prejšnji konec tedna znova ringarajali in združevali prijetno s koristnim. Zdaj že tradicionalno druženje ljubiteljev ptic v zgodnji jeseni, času, ko se te zaradi hrane množično selijo v tople kraje, je bilo namreč posvečeno predvsem obročkanju pernatih letalcev. Dolenjska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Društvo za ohranjanje mokrišč Zdravci sta prijetno 3-dnevno druženje tokrat pripravila že 7. Že tudi prej smo obročkali v Zdravcih, ampak ringaraja je pa potem nastala iz tega. Sama izpeljanka imena je v bistvu ring kot obroček, a raja smo pa mi. Ne?
Udeležencev in obiskovalcev, ki si pridejo ogledati obročkanje ptic, je v Zdravcih iz leta v leto več. Ker se veliko naučiš in veliko novih izkušenj dobiš in je zabavno gledati, kako obročkajo in vidiš nove stvari, ki jih recimo ne vidiš v mestih. Všeč mi je to, da spuščamo ptiče, da jih obročkamo, pa tudi zaradi prijateljev. Bolj mi je všeč, ker se učimo o pticah. Bo še prišel? Ja. Sem bila že zjutraj in je bilo krasno in sem videla veliko novih vrst ptic. Pa tako, druženje z ljudmi, ki imajo radi naravo. Letos nas je bilo, ne vem, mislim, da vse skupaj, če bi preštel vse ljudi, nas je bilo kar 81 do 90 najbrž. Ja. Sem s tem, da so se ljudje tako malo porazdelili, malo menjali. Mokrišče Zdravci so naravnost idealni za najstarejšo znanstveno metodo označevanja ptic in zbiranja informacij o njihovem življenju ter selitvenih poteh. Zdravci so taka oazica, ki jo tukaj vsi ptiči zelo dobro poznajo. Tukaj imamo na stotine škorcev, ki prenočujejo. Potem lani primer smo imeli 1000 lastovk, zvečer pridejo vsa ta trstišča. In če pogledamo, koliko imamo tukaj vrst na tem majhnemu končku, je to neverjetno. Tokrat so v 3 dneh v mreže ujeli in obročkali 24 vrst, pivko in prosnika denimo sploh prvič, odkar poteka ringaraja. Vsaki ptici, ko ji daš obroček, ki moraš zmeriti dolžino peruti, pa maso. Te dve stvari sta obvezni, pa seveda vrsto je treba določiti, pa treba je starost pa spol, če se da. Pri enih vrstah se ne da, pri enih se pa da. Če je bilo nadevanje povsem neškodljivih obročkov s črkovno kodo skupno 219 pticam izključno v domeni ornitologov s posebnim dovoljenjem, pa je užitek njihovega spuščanja v naravno okolje seveda pripadel najmlajšim. V tem času pa je pestro tudi v vinogradih. V središču Novega mesta so obirali grozdje in sicer potomke najstarejše trte na svetu. Grozdje je ob pomoči vinogradnikov potrgal župan Gregor Macedoni, ki je ob tem poudaril, da trta v Novem mestu simbolizira bogato vinogradniško tradicijo Dolenjske. Trgatev je potekala v prijetnem vzdušju in v duhu tradicije. Županu sta pri obiranju grozdja pomagala skrbnik mestne trte Peter Korene in predsednik društva vinogradnikov Trška Gora Marjan Lisac. Tukaj sta 2 sadiki najstarejše trte na svetu, ki jih je prinesel leta 2019 tukaj mariborski župan in skupaj z nami tudi jih posadil. Danes sta te 2 trti v skrbi mestnega viničarja in na nek način tudi tako izkazujemo simbolno to vinsko tradicijo naših krajev. Potomki sta se lepo razrasli in okrepili, kar ob trgatvi zbrani vinogradniki pripisuje kamnitem zidu, ob katerem rasteta in dovoljšni količini vlage. Gre za grozdje žametne črnine, ki pa ga je bilo letos le za 2 vedri. Prijela se je zelo lepo. Zelo dosti bi bilo tudi letos gor, če ne bi bilo kakšnih nepridipravov. Potomka najstarejše vinske trte je letos obilneje obrodila. Ponekod je bila že kar malo suša, tlele pa, ki je trta najdla v koreninskem delu vlago, tako da samo plus pa plus. Dogodek ostaja pomemben del skupnosti in spodbuda, da se tradicija ohranja tudi v prihodnje. Lepo in pomembno tradicijo pri nas pa ima tudi gasilstvo. V prostovoljnem gasilskem društvu Bučka so že 8. pripravili taktično tekmovanje operativnih enot. V kategoriji gasilskih vozil Cisterno so naziv najoperativna enota osvojili člani PGD Trebnje, med ekipami z manjšimi gasilskimi vozili pa so se zmage veselili belokranjski operativci iz Zapudja. 8 sodelujočih enot se je na enem najzahtevnejših tekmovanj prostovoljnih gasilcev na Dolenjskem, prvič pripravljenem pred 10 leti, spopadlo s 5 različnimi nalogami. Zlasti situacije, ki so bile dober približek realnim intervencijam, so od operativcev terjale veliko. Čista gasilska, osnovna gasilska znanja, bom tako rekel, tudi neke zdrave kmečke pameti, oziroma kako ukrepati, predvsem pa je tukaj pomembna neka dobra koordiniranost, se pravi,
da se dobro posluša vodjo, kje stvar skoordinira in če so skoordinirani, se pravi, da vsak dela svoje delo, da se stvari nekaj podvajajo, so potem tudi hitri, učinkoviti. In posledično rezultatsko uspešni. O zmagi je odločalo predvsem ustrezno ravnanje operativcev pri delovni in prometni nesreči ter v situaciji pomoči ponesrečenki, kjer je bilo ključno poznavanje temeljnih postopkov življenja in rabe defibrilatorja. Super je, ta tekmovanja so res dobra, ker res se zavzameš, narediš in taka res dobra, v bistvu taka vaja, popotnica za naprej dobra. Sem pripeljal s sabo 5 mladih gasilcev, ki so praktično naredili, ki imajo staža operativnega gasilca 1 leto dobro. Tako da z njimi delamo, v takih situacijah, pa verjetno takih tekmovanjih še niso bili in je prav, da se tudi to spozna. To tekmovanje je tako praktično, tudi z vidika operative. Se veliko na teh vajah naučimo, kako je treba pomagati, recimo, če je delovna nesreča ali prometna nesreča, hitro oblačenje, to zmeri prav pride, ker moraš čim hitreje z gasilskega doma izvoziti, da greš pomagati. Nam je pa to tekmovanje ratalo všeč in smo kar redni. Letos smo celo z 2 voziloma. Nismo prvič na tem tekmovanju, smo bili že kar ena parkrat, že kar tradicionalno hodimo v bistvu. Ta tekmovanja so nam pa kul zato, ker vidimo, kako na neki intervenciji, tudi če nimaš vse opreme s seboj, kako lahko nekaj zimproviziramo, pa pazimo, da še meri delamo varno, stabiliziramo in skrbimo za udeležence. Se pravi, v bistvu, da se učimo tudi na takih situacijah. Tako pridobljene izkušnje pa operativcem seveda pridejo še kako prav na pravih intervencijah. Zdaj pa o dobrodelnem tekmovanju. Mali in veliki tekači ter pohodniki, pa tudi navijači in spremljevalci so se nedavno zbrali na začetku tudi sicer priljubljene trimstaze na Mirni. Mirnski prostovoljci, združeni pod okriljem tamkajšnjega društva za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna, so namreč znova povabili na dobrodelno športno-družabni dogodek 13. dobrodelni Trimigo. Skupna točka je definitivno to, da se imamo fajn pri tem, ko se družimo, da tečemo, nekaj dobrega pojemo in predvsem nekaj naredimo za dober namen in za skupnost. Letos zbiramo sredstva za Društvo prijateljev mladine Jurček. Zbrana sredstva bomo porabili za letovanje socialno ogroženih otrok v Umagu, ki ga organiziramo vsako leto predzadnji teden v avgustu. Prikaz taborniških veščin, stojnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, test tekaških superg, pasji frizbi, pena parti z domačimi gasilci in seveda športne preizkušnje so privabili številne prijatelje teka. Zato, da sem otrokom nek zgled, ker vsak dan jih v bistvu učim tega, da je gibanje zdravo, pa tako pa jim je treba pa zgledom pokazati. Zdaj sem že 5. na tem teku, moja mama je pa tukaj doma in zaradi tega vsak let prihajamo sem. Pa fin tek je, proga je super, dolžina lih prava. Menim, da je to en tak krasen dogodek, ki je zdaj že res tradicionalen in vsako leto številčnejši, me veseli. Z rezultatom sem zelo zadovoljna, ker sem izboljšala svoj osebni rekord. Proga mi je zelo všeč, ker je zelo prijazna, razgibana, gozdna. Sem navdušen nad svojim časom, ki sem ga danes pokazal. 5. mesto, vse skupno. Sem pričakoval mogoče malo boljše, ampak v redu. Več let prehajam sem. Je tukaj meri zelo všeč, dobro vzdušje. Najhitrejši na najdaljši preizkušnji so bili ravno sevniški tekači, padel je rekord proge. Danes smo z Mihatom večino proge skupaj tekla, pa sem šel na koncu naprej in zmagal. Zdaj, Tjaša sem pričakoval, da bo zmagal, da bo šel rekord, glede na kar je zadnje čase kazal na treningu. Jaz sem pa tudi upal, da bo šlo po 20 minut, tako da sem malo razočaran, da ni šlo. Motivacija za prihodnje leto. S prostovoljnimi prispevki udeležencev ter z donacijami podjetij in posameznikov so tako na Mirni za letovanje otrok zbrali skoraj 5500 evrov. Tudi metliško kopališče so nedavno znova preplavili mlajši in starejši športni navdušenci. Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika je z Metliško športno zvezo ter lokalnimi športnimi društvi pripravil drugi Kovpatlon.
To je bil najbolj zabavno ekstremen in ekstremno zabaven športni dogodek ob Kolpi, kot so ga poimenovali organizatorji. Pripravili smo mini olimpijado skupaj z zabavnim programom. Dopoldne smo imeli otroški poligon samo za otroke v organizaciji Centra za krepitev zdravja. Danes smo pa tudi po popoldanskih urah pripravili naš zabavni poligon, otroci, starši, da se lahko tudi malo pohecamo in zabavamo vsi skupaj. Udeleženci so se na dogodku, ki ga je sofinancirala Fundacija za šport, lahko preizkusili tudi v plezanju, namiznem tenisu in teku. Smo hteli, da naredimo še en kros v Zraven Kolpe in tak je lep tek, sproščen 4 km, tako da je bilo to res odlično in vsi zraven so bili zadovoljni. Pripravili smo vrtno ograjo z določenih ovirah, oblekli smo otroke v komplet plezalne pase, čelade in opremo, vsega rabimo za plezanje, pa tudi izpeljali smo plezanje po plezalni steni. Nismo pričakovali vsaj toliko obiska, kar se tiče dopoldan samih otrok in staršev zraven in upam, da jim bo to dalo navdih za dalje. Namiznoteniški klub Metlika je del športne aktivnosti v občini Metlika in prav je, da se na eni takšni prireditvi tudi predstavi. Danes gre predvsem za promocijo namiznega tenisa, za promocijo namiznoteniškega kluba Metlika, tudi malo podporo Športni zvezi Metlika. Kolpatlon pa predstavlja več kot le druženje ob športu. Promocija zdravja, promocija gibanja, preživljanja časa v naravi na našem lepem metliškem kopališču, ki se ga trudimo oživljati že nekaj časa in mislim, da nam kar dobro uspeva. Pomembno je, da se rekreiramo, pomembno je, da se družimo, da namenimo čas družini in kvalitetno preživljamo čas v naravi in v športu vsi skupaj. V soboto bodo v sklopu Kolpatlona izvedli še košarkarski turnir. Novice tedna pa končujemo s kulturnim priboljškom. Živahen utrip je namreč minule dni preveval dolenjske Benetke. Tradicionalni festival kulture Kostanjevica je tudi letos postregel s pravo mešanico kakovostnih kulturno-umetniških vsebin in odlične glasbe. 8. izvedbo festivala so v Kostanjeviškem mladinskem društvu po nekaj letih znova pripravili v jesenskem terminu. Glavni razlog za nekoliko kasnejšo popestritev dogajanja, ki sicer nikoli ni bilo pod vprašajem, tiči v menjavi generacij v organizacijskih vrstah. Že lansko leto smo se pogovarjali s starejšimi mladinci, da oni bi radi se mogoče malo odmaknili, da bi mi mlajši prevzeli to zadevo, da gre naprej. In letos so pa kar naenkrat res rekli, zdaj pa tako, mi se bomo res odmaknili, in potem je bilo na nas, da smo to prevzeli. In dokler smo se mi dogovorili, je trajalo, Številna ekipa mladih je ostala zvesta preverjeni kombinaciji gledaliških predstav, literarnega zajtrka z vselej odličnim gostom in vrhunskih glasbenih doživetij. Koncept FKK-ja jaz res dvomim, da se bo kdaj spremenil, ker to je neka zadeva, ki mora živeti z nami naprej. Mogoče se bo kdaj kaj dodalo, mogoče se bo kdaj kaj odvzelo, naprimer letos je krajši program bil, ampak nič hudega. Vedno je pa ta koncept bomo pa obdržali, ker je perfekten. Mladi s festivalom hkrati še naprej ostajajo zavezani tudi ideji decentralizacije vrhunske kulture. Ampak ali mu je to res uspelo? Seveda mu je, poglej, mi smo prišli iz centra igrati sem. Torej, to je prav definicija decentralizacije. Nocoj je bil FKK spet center kulture Slovenije. Ne, ni bil, ker smo mi bili. Pa v redu, pojme pa rade, v redu. Moja predstava je blazno pozdravlja, zato je tudi narejena, zato da pride do vseh, tudi mogoče ne tako urbanih centrov. Se pravi, ni pomembna količina, ni pomembno, važno je, da pridemo do ljudi, ki tudi morajo to videti, zato ker imajo to pravico, da vidijo neko tako dobro vsebino, se mi zdi. Jaz sem velik podpornik FKK-ja in si želim, da ta festival živi, tako, da ostane približno tako, kot je, v tem smislu, koga nagovarja, s kakšnimi vsebinami nagovarja in kot kaj ga jemljajo oni. Vse programske vsebine na FKK-ju so v mladinskem društvu tudi letos v pokušino in užitek ponudili brezplačno. Toliko smo zaobjeli v tokratnih novicah tedna. Obilica dogodkov pa se obeta tudi v prihodnjih dneh. Zanimiv zaključek tega septembrskega tedna vam želimo, naj bo sproščujoč in navdihujoč.